Pozdravljeni! Današnje vprašanje izgleda na prvi pogled izjemno enostavno. Namreč nekdo izmed vas sprašuje, če lahko v prispevku razložim razvoj pnevmatike v Formuli 1. A globlje, ko sem se spuščal, več zanimivih dejstev sem odkril, katere upam, da bom na nek zanimiv način predstavil v naslednjih minutah. Preden začnemo z razvojem same pnevmatike v svetu Formule 1, še nekaj kratkih zadevic. Prva je ta, da se danes ne bom ukvarjal z vsakim posameznim dobaviteljem pnevmatike v svetu Formule 1. Kdaj je kdo prišel v Formulo 1, kdaj je odšel, koliko zmag je dosegel, koliko naslovov in podobne zadeve. Namreč to je gola statistika, katera o razvoju pnevmatike po mojem osebnem mnenju ne pove dosti. In konec koncev zna biti tudi presneto dolgočasna, ukolikor nekdo recitira neko prazno statistiko. Ampak ukolikor koga zanima, ima super članek v Wikipediji z dolgo tabelo, kjer je vse to razloženo. Druga zadeva je že malce običajna, skliceval se bom na pretekle prispevke, kjer bo razloženo marsikaj, kar tu ne bo časa razlagati. Ukolikor koga zanima, bo kot običajno dobil vse bližnjice v opisu. In tretja zadeva. Opazili boste, da različni proizvajalci v različnih časih so dimenzije pnevmatik merili na rahlo drugačen način. Namreč merska enota, zaporedje in še marsikaj drugega je lahko skozi čas različno. A na koncu bomo potegnili črto in prišli do nekih ugotovitev. In tu opozarjam, da bom kako vrednost za malenkost zaokrožil, kajti ukolikor je razlika nekaj desetink palca oziroma nekaj milimetrov skozi nekaj desetletij, mislim, da si lahko dovolim vrednost zaokrožiti za naše boljše razumevanje. In začeli bomo seveda z letom 1950, prvim letom, ko so podelili naslov svetovnega prvaka Formule 1. In lahko vidimo, da že takrat kakšne standardne pnevmatike v Formuli 1 ni bilo. Dal vam bom primer, naprimer že Alfa Romeo 158 je imela dva različna seta pnevmatik. Po literaturi, katere sem prebiral, je imela možnost na sprednji osi imeti pnevmatiko 5,5 palca na 17-palčnem platišču oziroma na 18-palčnem platišču. Zadaj pa pnevmatiko široko 7 palcev na 18-palčnem platišču oziroma 19-palčnem platišču. In seveda vidimo, da te pnevmatike so bile izjemno nizke, če tako gledamo, z velikim platiščem in izjemno ozke. In seveda tu je treba poudariti, da ukolikor boste koga slišali, da pri novi Formuli 1 bomo končno videli 18-palčna platišča. No, že leta 1950 smo imeli bolide Formule 1 z 18-palčnimi platišči. A da si ne boste mislili, naprimer, Maserati 4C LT je imel 16-palčna platišča. In bolj kot smo šli naprej v leta, bo se lahko opazilo, da se je platišče manjšalo, tista višina pnevmatike se je pa večala. Naprimer, če primerjamo že Alfa Romeo 158 z Mercedesom W 196, boste videli, da tiste pnevmatike na Mercedesu so bile dokaj podobne po zunanjih, bom rekel, gabaritih tistemu, kar vidimo na osebnih avtomobilih. Prva velika revolucija v svetu pnevmatike Formule 1 se je zgodila leta 1958. Namreč Dunlop je predstavil svojo pnevmatiko R5. Kolikor pogledamo to fotografijo, kjer kaže razvoj pnevmatik Dunlop, vidimo tiste prve dve, kateri sta bili predvojni, in nato tiste pnevmatike, katere so napravili od leta 1950 naprej. Ampak R5 je bila posebna. Namreč namesto bombažnih vlaken so notri prvič uporabili vlakna iz najlona.
kar je pomenilo dve bistveni prednosti. Prvič, pnevmatika je bila lažja, po navedbah nekaterih virov celo 5,5 kg lažja, nekaj manj. Kot druga zadeva, nekaj, kar bomo videli v nadaljevanju, s tem, ko so uporabljali najlon v pnevmatiki, so lahko naredili tehnično širšo pnevmatiko, kot so jo lahko izdelali, če bi uporabljali bombažna vlakna. In seveda, da se bomo razumeli, koliko se je zmanjšalo platišče na bolidu Formule 1, poglejmo leto 1959, Cooper T51, prednja pnevmatika, 5 palcev krat 15-palčno platišče, zadnja pnevmatika, 6 palcev pa pol krat 15-palčno platišče. In seveda, tu je treba opozoriti na nekaj. Namreč vidimo, da je tudi pnevmatika na fotografijah v preseku bistveno bolj kvadratna od tiste, ki smo videli leta 1950. Torej, tudi če je tista številka, katera pomeni širino, na prvi pogled manjša, tista stična površina same pnevmatike z asfaltom, nisem prepričan, da je malča, kvečjemu je večja. In še kot zanimivost, leta 1958, ko je Dunlop predstavil to svojo pnevmatiko, je bil prisoten na nekaterih ekipah, še zdaleč ne vseh. A že naslednje leto so vsi presledlali k njim, toliko je bila pomembna ta tehnična revolucija. In tu se bomo malce ozrli na druge prispevke, namreč. Treba je razumeti, da od leta 1957 do 1982 nismo videli v Formuli 1 tako imenovanega strateškega postanka. Torej, pnevmatike so bile namenjene od začetka do konca dirke, brez tiste menjave. Zato moramo to imeti v mislih in poleg tega lahko pogledati tudi tisti prispevek, kateri obdeluje razvoj platišča v Formuli 1. Namreč pnevmatika in platišče tvori skupaj kolo, a mi jih obravnavamo kot dve ločeni zadevi. Seveda, dimenzije pnevmatik so se nekako umirile med letom 1961 in 1965. Predvsem zaradi tega, ker takrat se je zmanjšala delovna postrnina motorjev v bolidu Formule 1. Takrat je veljala tista formula litra pa pol. In tu vam bom prvič pokazal danes temu maketo, katera vam je znana. Tisto Hondo RA272. Videli ste jo že v mnogih prispevkih, tudi med mejniki Formule 1 je opažena, a danes se bomo ustavili pri pnevmatikah. In vidimo, da res zadnje pnevmatike so nekoliko širše kot prednje, nič kaj takega, vidimo profil, k temu se bomo še vrnili, in vidimo tudi širino platišča, 15-palčna platišča. In tu je treba poudariti, da od leta 1966 naprej, ko smo imeli tisto formulo 3 litrov, govorim za atmosferske motorje, seveda so se začele pnevmatike širiti. Večja moč motorja je zahtevala večji oprijem. In tu bomo prišli do druge revolucije v razvoju pnevmatike Formule 1. Zgodila se je na veliki nagradi Španije leta 1971. Firestone je pripeljal prvo gladko pnevmatiko v Formuli 1, tako imenovano slick. Treba je razumeti, da naprimer Dunlop, katerega sem omenil prej, je že leta 1966 naredil slick pnevmatiko, a ni bila primerna za dirkanje. Bila je preveč toga, preveč trda, kajti ta profil, kateri je bil prisoten, je tudi pomagal pnevmatiki, da se je udajala tako levo kot desno, kot pri pospeševanju in zaviranju naprej in nazaj. Če pogledamo današnjo gumo, s katera je sestavljena pnevmatika, je ta dokaj mehka in prožna, ampak če se vrnemo na tisto dejstvo, katero sem povedal malo prej, da so bile pnevmatike od 57. do 82. namenjene praktično, da zdržijo, okolikor ni kaj nepredvidenega, celo dirko, nam je jasno, da so bile bistveno trše od tistega, kar vidimo danes. In seveda pnevmatika se je morala udajati zaradi tega, da je dajala večji oprijem. Tudi okrog leta 70
postanejo moderne, ne morem uporabiti drugega izraza, pneumatike s 13-palčnimi latišči. Na Ferrariju 312T imamo pneumatike, katere uradno so imele naslednjo dimenzijo. 26 palcev krat 16 palcev celih 2 krat 13-palčno latišče. In to je dimenzija zadnjih pneumatik. Na prednji osi so bile pa pneumatike 20 palcev krat 9 palcev celih 2 krat latišče 13 palcev. In mnogim te dimenzije ne povedo dosti. Namreč razumeti je treba, kaj pomeni vsaka številka. In malce boste začudeni, kajti prva številka, katera sem omenil, je premer pneumatike. Druga je širina, seveda oboje izraženo v palcih, v imperialnih enotah, in tretja je pač premer latišča. In pneumatiki Goodyear na Ferrariju se je treba malce pomakniti naprej v leto 1980. Spet Ferrari 312 D5, a tokrat pneumatike Michelin. In imamo nazivno pneumatiko dimenzije z naslednjo oznako 23/59/13 in 38/68/13. Torej, treba je razumeti, da ta sistem označevanja dimenzij sploh nima nič skupnega s tistim drugim. Prvič je metrični, drugič govori v centimetrih in tretjič prvo pove širino pneumatike, nato primer in seveda 13 na koncu je še zmeraj 13-palčno latišče. In da se ne boste mislili, v tistih letih pneumatike kot take niso merili. Namreč spomnimo se leta 1976. Na veliki nagradi Španije je bil zmagovalec James Hunt diskvalificiran, ker so ugotovili, da širina njegovega bolida je bila preko tiste maksimalne dovoljene v pravilniku. In seveda vzeli so meter in primerili od ene do druge pneumatike. Niso pa merili same pneumatike. Nato je McLaren dal protest in nekako so to opravičili, ker so merili tisto širino bolida, ko je bila pneumatika še topla in se je ta malce podala in tako je bila širša, kot bi bila, ukolikor bi bila hladna. Protest je uspel. Iz leta 1976 ne moremo mimo enega izmed tistih mejnikov, katerega sem obdelal. Tyrrell P34, tisti prvi šestkolesnik, kateri je imel spredaj 10-palčna latišča in seveda manjše pneumatike. In seveda sedaj se bomo vrnili na neko zadevo, katera je zelo zanimiva za pneumatike v 70-ih letih. Pazili ste tudi na fotografijah lahko, da prednja pneumatika je bila sorazmerno majhna, nizka. Zakaj? Zaradi zračnega upora. Tudi Tyrrell je imel 10-palčna latišča in majhne pneumatike zaradi zračnega upora. In to je treba imeti v mislih, zakaj v tistem obdobju imamo tako neuravnotežen izgled bolidov. Čeprav je 13-palčno latišče spredaj in zadaj je pneumatika spredaj bistveno z manjšim primerom. Zadnja velika revolucija v svetu pneumatike Formule 1 se je zgodila pa pravzaprav v tem obdobju le leto kasneje, leta 1977. Takrat pride v Formulo 1 tovarniška ekipa Renault z njihovim RS01 turbomotor in pneumatike Michelin. In na te pneumatike se pogosto kar pozablja, namreč prve radialne pneumatike v svetu Formule 1. In to, kaj pomeni radialno, vidite na skici, kjer je lepo prikazano, kako so bile križane praktično križana ta vlakna pred tem in kaj pomeni radialna konstrukcija pneumatike. Sicer nam danes gleda to izjemno enostavno, a takrat ni bilo to samo po sebi umevno. Namreč Goodyear kot tisti najboljši, največji, najbolj znani proizvajalec v Formuli 1 in dobavitelj je potreboval kar nekaj let, da je prišel na tisto stopnjo. Namreč prvo radialno pneumatiko pri Goodyearju so predstavili leta 1983 in to je bila težna pneumatika, prvo slik pa leto kasneje. Seveda od takrat naprej so radialne pneumatike
prisotne v Formuli 1. In treba je dodati, da Michelin svojo radialno pneumatiko je bil svetovni prvak s Ferrarijem leta 1979. In seveda o tem, da so imeli drugačen sistem merjenja pneumatik, sem že povedal malce prej. Tisto, kar nas najbolj zanima, je seveda, kako se je pneumatika razvijala naprej. Namreč od leta 1981 do 1992 dimenzije pneumatik so bile praktično standardizirane. In tu je treba poudariti, da na raznih fotografijah boste videli napis Goodyear Eagle, čeprav ni bil edini dobavitelj, in dimenzije teh pneumatik so bile naslednje. 25x10, seveda na 13-palčnem platišču prednja pneumatika. 26x15x13-palčna pneumatika in seveda vrnili smo se na tisto prvi način merjenja, ki sem ga omenil malce prej, kjer 25 na prednji pneumatiki pomeni seveda premer, 10 palcev pomeni širina, 13 je pa platišče. In seveda zadaj 26 premer, skoraj enak, samo palec razlike, 15 je bila širina in 13 seveda platišče. Lep primer, zopet ga vidimo na maketi, katera nam je spet znana iz prejšnjih prispevkov, Williams F2V11 iz leta 86. In vidimo, da širina zadnje pneumatike ni pretirano večja od tiste, kar vidimo spredaj. Vidimo 13-palčne platišča in seveda vidimo, da prednja in zadnja pneumatika približno sta enaki višini. In seveda mnogim sedaj to, kar vam tu kažem, se zdi malce nezanimivo in ne vidite, kaj bi vam rad s tem povedal. A vkolikor združimo tisto, kar smo videli na bolidu iz leta 86, s tistim, kar smo videli na bolidu iz leta 65, bomo ugotovili nekaj zanimivega. Da višina pneumatik od enega do drugega je ostala praktično enaka. Namreč, če pogledamo tisto pneumatiko, tisto dimenzijo, ki jo vidimo na Hondi Richija Ginterja in tisto, ki jo vidimo na Williamsu Nelsona Piqueta in jih damo skupaj, kar sem naredil s tema dvema maketoma na fotografiji, videli, da razlike praktično ni, ne spredaj in ne zadaj. Kar nam daje misliti, kako so prišli iz 15-palčnih platišč na 13-palčna platišča. Ena izmed pripomb, ki so jo imeli mnogi, je ta, da v 13-palčna platišča se tako težko da ne vem kako velike zavorne diske. A tu je treba povedati, da od leta 1976 so pri Brabhamu začeli razvoj zavornih diskov z ogljikovih vlaken in mislim, da so s tem to težavo rešili. No, po letu 92 so se pneumatike še malce zožale, vkolikor boste gledali fotografije, boste ugotovili, da naprimer Goodyear je dal rumen napis. A glavna sprememba, katero bi sedaj tu rad omenil, se je zgodila leta 1998. Pneumatike s tistimi tako imenovanimi utori. Namreč, pneumatika kot taka je največji generator zračnega upora na bolidu Formule 1, a če jim zmanjšamo stično površino, ne bo imel bolid toliko oprijema in mislili so si, da bo tako nekako počasnejši. Razlika med tistim, kar smo videli leta 1998 ter leta 1999 do 2008 je, da v naslednji sezoni tudi prednja pneumatika ima 4 utore, tako kot zadnja. Ti utori so bili globoki 14 mm in spomnimo se, kako na začetku je bilo kar nekaj kontroverzij, ko se je pneumatika obrabila, tako da je postala praktično gladka, kako so šli razni delčki odpadne gume noter in nekako spet zapolnili ta utor ter tako naredili pneumatiko v bistvu hitrejšo. Govoril sem, da menjava pneumatik je bila nekako izven mode, čeprav nikoli prepovedana med letom 57 in 82. Nato smo prišli do leta 2005, kjer so zopet prišli na genialno idejo, da bi prepovedali menjavo pneumatik. In tu se je zgodila tista zadeva, katere se jo vsi verjetno spomnimo, tista velika nagrada Indianapolisa, ko pneumatike Michelina niso zdržale tistih bočnih pospeškov v ovinku.
Od leta 2006 naprej imamo menjavo pnevmatik. Od leta 2009 se ponovno vrnejo slik. Enostavno ni bilo več utorov. A tu je sledila zanimiva tehnična sprememba, katero mislim, da je treba omeniti. Namreč leta 2010 so morali spremeniti sprednjo dimenzijo pnevmatik, govorimo o širini. Namreč bolidi so postali neuravnoteženi. Mehanski oprijem na prednji osi je bil bistveno večji od tistega na zadnji osi. Torej, širine 270 mm so šli na 245 mm. In to, kot sem povedal, zaradi tega, ker so pnevmatike na prednji osi preveč prijele in so imele ekipe težave. Zadnjo spremembo, kar se tiče dimenzij pnevmatik v Formuli 1, smo pa videli leta 2017. Pnevmatike so se znova malce razširile, kar precej razširile, in tudi premjer se je spremenil, a za malenkost. Iz tistih 245 mm širine pnevmatike smo šli na 305, kar se tiče prednjih pnevmatik. Iz tistih 325 mm na zadnjih pnevmatikah smo pa šli na 405 mm. Premer se je pa iz 660 povzpel na 670 mm. Platišča zopet 13-palčna, kar je praktično stalnica tam od 70 let. Ampak sedaj bi se rad vrnil na tisto, kar smo govorili malce prej in kar sem omenil na začetku tega prispevka. Kolikor pretvorimo 670 mm v imperialne mere, bomo videli, da smo izjemno blizu tistim 26 palcem, kar je bil tisti premer zadnje pnevmatike na Ferrariju leta 1975. In seveda podobna zadeva je tistemu, kar smo videli v 60 letih, kot sem pokazal z maketo. Zatorej moramo razumeti, da premer pnevmatike v Formuli 1 je hočeš nočeš že desetletja več ali manj konstanten. In tudi ta revolucija, katera se napoveduje z 18-palčnimi platišči, teh zunanjih mer same pnevmatike se ne bo tikala. Po pravilniku bojo še zmeraj ostale enakih dimenzij, le tista zadnja številka se bo spremenila z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami. A treba je tu na koncu opomniti še na eno stvar. Namreč to, da mi kot navdušenci nikoli ne smemo enačiti pnevmatike tistih cestnih, vsakdanjih avtomobilov s tistim, kar vidimo v svetu Formule 1. To, da imajo približno lahko neko dimenzijo podobno, še ne pomeni, da to lahko enačimo ali da se te pnevmatike enako obnašajo. Toliko na tem hitrem odgovoru o razvoju pnevmatike v svetu Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.